Vidiš, zdaj pa ne dela, ne? Kaj zdaj? Pizda, vidiš, ali to so tako dobro naredila, pizda, zdaj pa ne dela. No. A imaš? Ne dela. Pa Vidiš, kaj si Evo, prestal. Vidiš, Kaj si prestal? Prej delal, kaj sem se testiral. Zdaj si pa prestal, pa ne lovi, ne? To je bilo, ja. Ker sem prestal. Ne, res. Prej sem pretestiral, ker sem seveda pozabil, kjer gumb je že in sem potipkal, zdaj pa sem potipkal, pa ni šlo. Tako da Pelj je prestal uro med tem, ker je ni videl in evo. Ja, se še zmeraj ne vidim v resnici, zato ker sem prestavil tudi Kabel donese, kaj Števno so delinc. Ja. Zakaj pa meni Google Docs in saj ni, no dobro. Zakaj niso dali še delinca na kabel? Ja, bilo bolj. A ne da? Sigurno Ja, bo. Daš dva isto dolga kabla in je to. To je to, Ja. naredil si, to Da imaš ne- do meta, Ja, to je po to. moje sam, A so bili to prvi delinci na televizijah s kablom? dobro vprašanje. Ja, so bili, ja. Verjetno so bili, ne? prvi Drugače so bili. nisem mogel. Sam mi teh še nismo imeli. Ja, jaz tega nisem imel. Ne, pri nas Moja teta je imela je bil delinc, ki je cvilu. civilu. Ja, ne vem, na kjer zvok je, na zvok je v bistvu Aha, delal, ne. no, tako da je... Aha, neko frekvenco je imel. Ja, in je vsaka tipka imela neko svojo frekvenco in je pač delala. ITT Shaw Florence, Aha. lep slika. In Moja teta je imela enega. Zraven je pršel še kukar si lahko dobil, ampak tega ni bilo, valjda ne. To je pač moja sreča v življenju. Nek umestnik, ki si lahko igrce igral To je gor moj na bratranec. njemu. In Ja, to je bank je imel. videl, a veš, v navodilih Pa si pištolo si videl, imel. da to je imel. Ja, no. Ne, samo taki joystiki so bili pa si neke, kao nek tenis si Ta lahko pong si lahko ja, igral, veš. ja, Levo, tako. desno je bil Ja, pong, ne gorno. To je imel moj bratranec, imel je pa tudi pištolo, da si lahko strelil. Še en Še dodaten, to, ja. no, to pa nisem. Noro je bilo. No, se moja teta je imela tudi enega, ki ga prav tako noto televizijo dal, No, tako saj neke ta- tri ja, pronge ta je imela. Ta je šel v Ja, ja. televizijo noter, Tako ker noter. ga dal v bistvu poln. Se ne vem, če si ga dal poln tisti. Ne, je sam imel sam predal? Po mojem sam prav, je imel neke tri pronge, kamor si, tako da mogoče, ne vem, če je bilo ti za Ne vem, poln. pa vem, da je imel 9-voltno baterijo. Ja, se je to, mislim, da je tudi No, bil na to pa ne baterijo. vem. Pa tak ful je bil tako je bil, Ja, kvadrat. mislim, lahko je bil tudi samo obrambno orožje. Kaj je ITT Shaw Lawrence? Ne, ona je imela, Šaub ona je imela, Sem mislim, da dal zapiske. Ona je imela- Šaub Lorenz. ona je imela Blaupunkt, se mi zdi. A tudi? Ne, A je delo, da je bil univerzalen na Ne. ta na 3-dinski whatever. Ne me za besedo, bom malo pogooglal. ampak- Bomo dali zapiske, se bo vse to noter. Mislim, da je bil Blaupunkt. Ne, Da, si res, ITT tega sploh ni več. Ne? Najbrž, Že zdavnaj ni verjetno, več. Že od Se tudi Blaupunkta ni. 94. najbrž. Verjeten, ja. Blaupunkt Ja. je šel pa 2-3. To pa po mojem dolg rekel. Moje je že tam 80 neki. Ne. Majhna kje, modra v pika, pa Dubai. tako Ja, velika ja. razlika. Mislim, da je bil Ja, ne me so zdaj- imele reklamo. Ja. Mislim, da je bil Blaupunkt, ne me za besede držati. Le se. Bil je tak karjev, televizija namreč. Mhm. Telinc pa črn tak. Pa tak kot telefon, pa sem še mal daljši. Mhm. Ja, huge motherfucker. Tako je ja, bil to, ja. telefon v Landskej, pa debel, pa tako. Orang. Nisem neki to, Cigla. ja, konkretno, da si predstavil kanal. Ne zdaj, ki to zgubljaš, pa na kavču, pa ne veš, kje je. Ja, tam si vedel, da je na mestu. Ja, tako. In bil sveto mesto, veš, ne. Ja. Absolutno. Ja, lej. Spet ti stari dobri časi. Ja. Ja. Pa saden jogurt spomel. Kaj je bilo dobro. Noro. To je bilo res noro. Ja. Koliko nisem maral, ne takrat, ne danes, Ja. ne vem koliko. Ja. Ne. Jaz sem najdel zdaj ene, fuck. Spomnim me, da vam drug teden prinesem brownie dol, ki sem zanči hvalil, sem jih prštimu. Sam sem gor v hladilniku, tako da moramo ob pauzi vzeti. Mislim, da že kaj peku. Ja, tudi Kje? presenetili Ne. to upelji. Hvala, da ne. Sem to mogel že prej, ja, fuck. Ne, naslednji teden bomo. Je treba 1 uro prej ven vzeti, tako da bomo to naredili. Ja. Aha, ok. Ne bomo danes. Se ne bom spomnil, ampak ja. Vse sem jaz, ko bom zdaj to slišal, bom za naslednji reminder dal, tako da bo to v redu. Okay. To Okej. mora biti tako, kot mojster Karim priporoča na svoji tam pageu. Tako pravi, da moraš Dajo neka navodila tega. In sem probil s testiral, pol plače je šlo za to že, tako da je dober. A res? Ja, Tok dober. mislim, daš v hladilnik, pa daš 1 uro prej. Ali imaš tako majhno plačo? Ja, mislim, Pusti zdaj plačo, pizda, cukor je pomemben, cukor je pomemben. Okay.
če so topli, so preveč, tako nima neke strukture. Če je pa hladen, se pa malo bolj skup drži kaputer, a veš, malo bolj skup reže. In je res dobro. Tako da bomo naslednjič demonstriral, pa bomo bolj poročali, kako je bilo. Okay. Tako da res, imam praštiven v hladilniku. Tako prav, moraš to, da ne, resno imati. Okay. Ker je mojster tako hotel. Ja, lej. Mojster peciva. Ja, mojster peciva. Ja. Mojster sendvičov. Ne, da ne boste zamenjali, zdaj teh mojstrov imamo več. Ja, absolutno, to je mojster peciva. Ne. Tako da ta ima poseben delček v mojem srcu, res fajn. To mora biti nekaj v francoščini. Ja. Za pecivo mora biti zihar. Ja. Mora biti nekaj žužu, lufranc, nekaj. Ja, to. Ja, no to je. V glavnem september je, ne? Ja, šola. Gužva je, zdaj smo že, mislim, da se navežemo na to, o čem bomo danes govorili. Naši mali piščančki so šli v prvi razred. Ja, tako je. Eni so šli tudi v en drug razred. Tako je. Ja, no, ampak te termeni imajo, to so piščančki, pa to pa so, ja. To smo pa tle, ja. Tukaj smo. Zahvaljujemo se slovenskim cestam, da je gužva letos v letošnji sezoni še večja in boste lahko poslušali še več podcastov, ne samo našega, tako da kar pogumno, ne. Najte še kakšne druge, lahko mi kaj priporočamo ali pa tudi ne. Lahko tudi vi kaj priporočate. Ja, v bistvu, ja. To. Kaj je za ugužvo? Kaj je za ugužvo? Kaj paše? Ja. Da te ne stresira preveč. Kaj te pomiri v bistvu? Ja, da te ne spravi čez rob. Ja. V gužvi, ne? Da ni to bi falling down moment, da popizdiš in greš ven z avta in šrotarco najdeš po poti. Vse malo meniš družino in podobne zadeve. In organe. Poti, ja. Tako. Tako da te pomirjujoče dajte. No. Nekaj to bo dobro. Ja. Na Discord, na družabno mrežo, kamor čte. To tudi veliko ljudem prav prišlo. Ja, sigurno. Jaz, ko gledam družbeno odgovorno. Kako da vidim, da je veliko ljudi, konzumentov bodočih, teh pomirjujočih podcastov. Tako da nujno. To bo res dobro. Tako, mogoče lahko tudi razdelite, kjer je za primorsko avtocesto, kjer je za Štajersko, kjer je za konc Celovške. Dober, ne? Če imaš, tudi zdravila niso vsa za eno bolezen. Če imate Če imate, valjda, to je bilo super, ja. Sam res. To je bilo res dobro, da si pol reštivaš, veš, ruto, pa rečeš še Google Maps, da ti še naglede na ruto podcast imena. Wow. To pa je advanced. To je bilo res dobro. Res za konec Celovške hočeš, če greš med vodom, veš, pa vsak dan greš kaj veš, kako bo. Mislim, prav jasno ti je, ni druge poti, ne moreš, sploh ni plana B in tam bo, ne. Sploh pa zdaj, čeprav predor je pa že odprt, Madonna. Ja, končno. To so pa zrihtali. Ja, lej. No, zdaj, verjetno, kaj vi poslušate, verjetno že neko signalizacijo menajo, ali nekaj ni dobro bilo. Ne vem, če je bilo to kdaj 14 dni, da je bilo res odprt skozi. Ja, to so taki objekti, ki zahtevajo aneks pogodbi, jaz mislim. Ne. Veš? Vem sem. In države imajo rade take objekte, da skozi moraš malo delati, ne na čem. Ne. Ampak se mi zdi, da je res. Mislim, če ni zdaj, bo pa zdaj. Tako da se pripravite. Če še ni, se pripravite, kaj bo. Ker to bo zdaj, mislim. Ne moreš najdeti, da bi rekel, da je bilo 14 dni v kosu, da ni tabla stala, da neki delajo. Vse je možno, ja. Jaz se tako malo vozim, da ne opazim in sem hvaležen, ne vem, vse mogočnemu Bobu. Ja. Da je to tako lepo, mirno in fino. Tako da, ja. Vidiš, mislim, to v bistvu, a so avtomobili, ne, a veš, nimajo nobenega boga teh traffic jamov, ni, a veš. V zgodovine, ne. Mogoče pa so, pa mi sam ne vemo. Ja, ampak, a veš, mislim, kako da tega ni bilo, ne?
Da tega ni. Zdaj, veš, ko smo se večkrat o teh verah pogovarjali, ne? A veš, Zihar je bil nek bog, ne vem, gužve na cest, ne? Ki zdaj ni imel, ne vem, 5000 let kaj delati, veš, mislim, ki je imel noge na mislepo, pa je po nosu vrtal pa vse skupaj, ne? Zdaj pa pizda so me zasuli s tem delom, veš, mislim, ki ste vi nori, kaj z vami? Ne, veš kaj, najbolj ta bog je še hujši, to je v bistvu skoraj malo hudične. On je ljudi prepričal, da sploh ne obstaja in noben pri prirošah nema, veš, da bi bilo manj gužve na cest. Ne? Veš, kaj sploh skriva se hudične. Veš, tako da treba v bistvu ga izumiti. Ali je to Sveta Feltna, mogoče boginja. Bomo še delali na imenu. Ali je to zdaj dokaz, da so te vere izmišljene? Misliš, ni. Ne mogoče. Ker v resnici, če dosti ljudi verjame, pol je res, stari. To je res, to je res, to se strinjam. Mislim, a veš, v resnici vse, kar mi mislimo, velika večina ljudi verjame to, kar ti verjameš, pa pač se kar nekako zmenimo. Ne? Ja, nek konsens najdemo. 400 let nazaj znanost ni bila toliko primaren način verjeti, ali kako. Ne? So bile druge stvari. Ne, ampak veš, mislim, jaz recimo sam, da pomislim, ne vem, na egipčansko civilizacijo, ne? Oni so imeli mnogo boštvo, ne? Ja. In da oni niso imeli tega za gužvo na cestah, bil ti kdaj v Kairu. Stari moj, če oni niso imeli posebenega boga za to gužvo, pol jaz ne vem, kdo bi ga imel. Nisem, sem bil, bi mogel imeti. Sej najbolj še bil, sem se ga pozabil. Takoj za rajem bi mogel biti pizda. Svet Peter, pa bog za gužvo na cesti. Vse to res pizda. Neki pizda. Ja, ne, mislim, da stvari niso še čisto delane. Misliš, da ni? Jaz vidim veliko prostora za izboljšavo. Tako kot posod. Ja. Mislim, sicer na voznici tega prostora ni veliko, ampak drugje ga pa je. Ja. Vse da izboljšati, ni pa prostora. Mislim, prostor za boga prometnih kolon je. Ne. Oziroma bog gužve na cesti. A veš, lahko je. Kaj pa, če bi tle izumili mnogo boštvo v primeru boga prometnih kolon? Ker lahko imaš boga petkove kolone, a veš, kaj se ti še posebej mudi, ali pa bog une kolone, ki gre proti Malinski, a veš. Ker tam ni, tista gužva je premehna, mislim, je prevelika samo za enega bogane. A veš? Ker te postolnite, že po mojem drug bogec mora malo počakati. Da te prevzame. Ja, da te prevzame. Jaz sem, če ne vse, mislim, to, a veš, vse mogoče ne pa lahko vse to podela, ne. Ja, očitno ni. Ja, ne, če bo cesta pogledaj, piše. Če bo guže on ti... Jaz mislim, da je vse mogočen, ker tole kaže, da mu gre zmeram bolj. Ja, sej, ne, če ne bo gužve, ne, pol je... Če ga častimo s tem v gužvi, ne? Več gužve, več gužve, boljše za njega. Jaz sem mislil, da bi on kontra delal, ne? Več gužve bolje, on super dela. Pa mu je dober, sam vemo, ne, da je. Ja, se ti pravim, včas ga ni bilo, včas je bil brez dela, zdaj ga pa ima, ne? Zdaj pa on prišel na okus. Sej, sam še zmeraj ga je treba častiti, ne? Mislim, sej ga, zdaj, ko poslušate to avto, ga čestite, tako da čestite ga pa Božje, vse mogočni bo. Tudi prošnjo. Ne, kaj pa če, mislim, lahko pa da se ga s hupanjem sprav stran, ali pa z nečem, veš? Mislim, da misliš, s tem ga sam bolj čestiš. S tem ga samo, veš, to je tiska poziv, ne, v cerku, veš. Ja, to je v bistvu zvonjenje, to je zvonjenje ali pa gongi. To je... Malikujmo ga. Malikujmo ga. To ima cerko, je pep. Tako. Hupanje zdaj. To je v bistvu, cerkveni zvonovi so Lado Bizovičar, Hoferja pizda. Sedi, a on še zmer tam, ni? Ja, mislim, da še zmeram neka svežina, ali ne vem. Aha, je. Neki, je še zmer nek vedmet. Še zmer zraven, sam pač. Lado to duh je tam. Kdorkoli že pač
da je reklame. Ne, Toma, aha, je nekje tam videl, prav viden ga. Ja, no, lej. V glavnem, kako se pa pol losa te gužve? Zvonjenje mi gre pa bližen tok na živce, k Hoferjeva reklama. Ja, ne moreš se, to je pač tako je. Ja, se pravim, ne moreš se losati. Tudi če ga častimo, ne bo šlo. Ne. Pa če mu damo ime. Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne. Sveti hudko, usmili se nas. Ne, ja, mislim, lahko ne peš greš. Ja, evo, sam, ne. Ja. Sam zato je pa en drug bog, pa tudi ne vemo, kako, ne. Premalo ljudi ga časti, njega. Ne, bogovi javnega prometa pa to. No, zato pa niso, to sem poslušal zadnjič tale podcast 99% Invisible, priporočam za gužvo na Vilharjevi, pa dober je tudi za Dunajsko, no, prav pride. Ne, Dunajska je res v redu. Ja. Pa severno obvoznico, ker govori o dizajnu, ne samo dizajnu, pač oblikovanju, ne vem, tiskovin ali pa whatever, ampak stvari. Ne. Pa gospod ima res pomirjajoč glas. Gospod ima res pomirjajoč glas in je podal eno idejo, vprašal so ga, kaj bi pocen rešitev za zboljšanje mesta. In je rekel high speed bus. Se pravi, dedicated lanes, tako kot imamo pri nas, ampak ne ta LPP, ki gre z brzinom polža, ampak high speed bus. In da gre lahko tudi pač, ne, če ima dedicated lane, gre lahko tudi dal, ne. Zato, ja, vem, sam nekako pol ni v skladu z varnostjo v prometu, ne. Ker greš, ker je 70, vsi ostali pa 20. Ja, ne, še zmeram lahko otrok skoč pred avtobusa, veš. Ja, pa sej na Celovški je omejitev 70. 60. Ja, ki so pač ločeni pasovi. Na teh cestah. Ja, dober, ja, ok. Da to bilo res dobro. Sam najbrž malo stane. Ne? Mislim, zdaj mi zdi se kar hitreje premikajo te busi. No. Se ne vem, Celovška pa Dunajska, ki ima ta dedicated lane, sta dejansko v gužvi, recimo decembra. Precej pretočne. Se ti, nisem 3/4 ure do mesta, iz Šiške z busom si pa v 15 minutah. Ja? A to absolutno dela. Sam predstavljaj si to na večji skali, pa da gre iz fucking Medvod. Da pa ni treba v Medvodah prešaliti drug podcast. Problem je plecne. Ne moraš imeti dedicated, če nimaš še unga. Ne? Ja, to pa, mislim, zato bi se bolj splačali tretji pas delati, ne? Ali pa kukarkola. Ja. Za te stvari. No. Ja, ne, se bojo naredili enosmerno. Čez Medvod, pa čez Perenče, nazaj pa to. Ja, pa je to. Mogoče pa imaš krožno, ne? Ja, pa eni gre pa avtobus in to je to. Ja. Narjen, evo, rešen. Ti mogo biti župan. Ali tudi nar. Ali tudi nar. Kdaj je kampanja? To je treba pisati. Ja. Sam boš mogo biti pa še v Dunih občin župan. Bomo zrihtali. Ja, se imamo delavnik kot prvi na Peru in to je to. Se ne, še delavnik in boš predstavil, pa bomo zmagali, vse smo rekli, 42% ne gine. Ne, to bo v Bosmih se dobimo, promet rešimo do 15:08, pa dalje. Pa dalje. Pomala to se reče ena kafica, ampak kaj je lahko to? Pa moja najljubša disciplina za Vojk Šanku. Sem imel eno stranko, in mu ponudem kavo, pa ni bil za, ki je bilo prevroče in potem mu ponudem pivo, in pravi, če imaš brezalkoholnega, sem rekel, da imam, Ja. In tip spije 2 požirka onga pera, in se užge on z uno Janšo, tako. A misliš, da je bil ta Pavlov refleks, veš? Pa ne, jaz sem spil, pa kva. Pa sem rekel, pa pizda, jaz tebi ne dam nič več za pitje, vem ti tak, ki jaz po 6 perih, pizda, s to politko, veš, mislim, ti začneš pri brezalkoholnem peru, sem rekel, nočem jeti s tavom kol na peru v življenju, pizda, da te zaresenga dobiš, pizda. Gotovo, pizda, kdo te je poslušal? Po mojem bil Pavlov refleks, veš. Že kam naročem začel. Ne, a veš, isti okus. Ja, res mislim, da je tako, takoj. Mi smo taki tam 6-7, tam. Ja, pa ne nujno vsakič, ne. Ne, nujno vsakič, ja. To ne, ja, sej. Mogoče ga je težili, mogo dati sebe, ne. Ja. Mislim, je pa res, da so taki cajti, da je veliko tega, ne.
Mislim, materijala je dosti za obdelati, no, če hočeš. Sam se mi zdi, da je... Vem, sam ne za analitike, ampak za komike. Ja, bolj, v bistvu za politične satirike je ogromno dela, ne za analitike, bože, ne. Meni se v bistvu smilijo. Ja. Ker to mora biti res zajeben posel, da moraš to res vse spremljati. Mislim, hkrati čutim veliko spoštovanje, da imaš to, ki je kleno voljo, ampak jaz res ne bi mogel. Pa še podplačem plus vsega. Ker se mi fržmaga že to, ko poslušam novice v nekaj prve minuto, ko je na jutranji kroniki, za kam gremo. Ti pomisli, pa še to sam slovensko recimo bereš. Kaj šele, da začneš drugo? Božo! Jurij Gustinčič, če ne bi šel v penzijo, pa umrl, bi se zdaj v besu, po mojem, ker tole situacijo videl pa te norce. Ja, absolutno. Pa še na slabš gre. Čak, kjer podcast smo mi? Ja, se li hoče sam reči. Da vprašam, sem jaz prav prišel. Ja, v bistvu se tudi jaz sprašujem. Že dolg me ni bilo, rekel, že 2 meseca me ni bilo, pa sam sprašujem, če sem prišel. Se jaz tudi malo pozabil. Vse to je problem teh septembrov, vsaj pod našem podcastu. Ne, se imajo drugi po mojem ist problem. Sam mi v resnici smo čez poletje, sam nismo čez poletje. Moramo piščančki nazaj prideti. Moramo piščančki nazaj prideti. Dobro. Mislim, piščančki je prvič. Kunite drugi piščančki. Drugošolčko v sebi treba najti. Tako da jaz mislim, da najbolj, kar lahko naredimo, da rečemo Slavkotu, polovica 42 je, pa še malo čez, pa zdaj bo še 42, tako da lahko gremo v intro. A ne, avizo. Plata je preskočila. Ja. Ne, ti si tega ne montiral. Se fada, zakaj bi? Zakaj rabiš to montirati? Plata je preskočila, to je tako, če na plata rolaš. Nekaj ne dan tega sam da. Ne? Nekaj ta ni dovolj, ta je sam delavan. Nekaj čez stari kabli. Čez kable gre. To je 7 metrov kabla in signal ni tako dober. Dobro. Jaz tega, to mislim... Tišina jemljata mi moj cajt. Sorry. In kot vemo, si potem plačan, seveda. Ja, no seveda. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast, ne boste verjeli, da o knjigi Zadnja priložnost. Tako je, to je zadnja Douglasova knjiga, ki je napisal skupaj z Markom Carvardinom. Kljub temu, da smo Štoprecem že zdavno nehali, pa smo mi trije še vedno. Aljo? Peli. In zi. Še zdavni, 4 epizode nazaj. Ja, zdavni, jaz se ne spomnim več, kaj je bilo. Čeprav, je bilo. A smo sploh to delali? Neč ne pomnim več. Še pomnite, tovariši. Ja, pejte poslušati, če greš na opravičujemo.se pošiljnica, nič, lahko začneš znova. Dobra ideja. Ne, še čez 5 let. Povedate treba, da nas lahko podprete na hvala-za-ribe.si. Ful imamo nekih novih stvari, na katere sem čist pozabil, ampak zihar je popust, letni popust imamo. Lahko podarite tudi to kot darilo nekomu, pa neke te stvari. To, kar so marketinški oddelki zahodnih korporacij izumeli, da je dober za pospeševanje prodaje, to imamo, tako da to lahko izkoriste. Lahko nam pa sam pač namenite teh par evrov na mesec, pa je to. Ja. Hvala-za-ribe.si. Mislim, res bomo hvaležni in smo ful hvaležni vsem, ki nas že podpirajo. Tako. Oni pa dobijo eno ekstra pred epizodo ponovadi. No, vse zdaj je to že kar redno. Ja, zdaj že. Skoraj 1 let, po mojem. Wow. Tako da, ja. Ful dela. To je to. Madonna, njih. Kaj? Ja. Ne, dela. Okay. Dela. Malo se je bo. Ne preveč premikati. Ja, ne bom. To je to. Pa pejmo v rubriko v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi, oziroma v prejšnjih 3, oziroma 4, ali kakorkoli že bilo, se je bilo še 0, smo obdelali prvo poglavje. Spoznali smo se s tehnologijo krepelca in
spremljali Douglasa in Marka na dogodivščinah, ki sta se pripetili do tega, da sta srečala Aja tam v Kolibi. Ja. In to je bilo to. To je bilo to v bistvu. To je bilo to v bistvu, ja, na kratko. Ja. To je bilo to, ja. Pisali, koliko je majhen fond. Tako da zdaj sta se pa odpravila na naslednje potovanje. Ne? Ja, Tako. 3 leta kasneje. Ne. Ja. Ja. Druga ekspedicija. Ja, Sta šla pa Komotskega zmaja. Ne? tako, če dajmo bolj kvarnik ali kva, če smo A ja? rekli. Ja. Da ne bomo šli Ko svina obuče. kaj svine obuče. Ja. Ja. Ja, Douglas je imel 2 knjigi še za napisati, ne, pa sta pol 3 leta mogla malo počakati, ampak to je bilo pa glih dobro, zato ker je Mark lahko pol vse to organiziral pa zrihtal, ne. Pač kar je šlo veliko cajta za papirologijo pa to. Ja, Ja. v teh krajih najbrž je kar potrebno neki enega cajta in enega truda, da nekam prideš. Ne? Ja, pa mislim, tle je še enkrat avtor omenil, da je Mark operiral večinoma s Telexom, ne. Tako da to so bili cajti, To so, ja. ki je bilo kaj zrihtati še malo težje, kot zdaj, ko malo po e-mailu pa tam 3 obrazce na 2 pageh poklikaš, pa stvar kar krene. Takrat sem mogel kaj poklicati, pa kaj poslati. Pa, Ja, pa še malo poklicati, pa še malo pa se poslati. ti v nijavu, Pa ker ni bil. Pa ziher to ni držal pol. Ne? Ja, seveda. valjda, ja. Pa on je imel sam stacionaren telefon, ga ni imel skozi sabo. Valjda. Če te ni bilo v pisarni, te pač ni bilo, ali pa pač, ker kamor si klical. Kadar je imel čas, da je rekel moment, pa se je posvetil kakšni drugi stranki, je zvonil v prazno. A veš, Ja, ne. seveda. To so bili pač človeka ni zdobil na telefon, tako kot Ja. zdaj, ko pokličeš. Ja, kot doktor je klical, ne, če bi doktor je klical. to je Ne, isto. hujš po moje. A zdaj? Ja, zdaj ja. Okay, Podoben, ja, podoben. tisti mlajši. Tako da sam da mal, ja. Da Ja. mal, Pokličite zdravnika, pa boste videli, kako Ja. včasih gledali. tako. Ne morete, ker zdaj je spletni obrazec ta do zdravnika. Ja, Ja. Zdaj smo dali na obrazce to. Bolan.si pa Bolan, pika si. To je tudi dober ime za naslov, pizda. Ja. Sam, ko bomo tudi boga gužvene cest, fakt, pizda. Polalpika si biti. Ta je kar v redu. Ne nekaj, ko še eno dobeno kupu, pizda. Dosti Ni pa. še bolan, pika si mi zvela, je to že kupljeno. Ja, to je že kupljeno. Misliš, To bo je da do je? zdravnika imajo. Zdrav.si je kupljen, verjetno. To je Bolan itak. mogoče še ne. Ja. Ja, tako da Fukjem.si bi bila tudi v redu. ta pa zikr že je. Ja, Ta je vidiš, že, ta pa ta je ziher po že. moje že. Če pa ta ni pa res brez veze. Pizda. Pa jaz si to, da ustavite to, prosim, jaz hočem biti ven, pizda. Jaz ga dam. V glavnem, ja, nekaj ti leti po tleh. Evo, po kablu je fajn, zdaj se je šlo. Ne, še zmeraj. Ja, vidiš, sam kabel mora ga. Ja. V glavnem, ja, 3 leta kasneje sta šla gledati Komotskega zmaja. Mislim, hotla sta ga. Hotla, Hotla sta cilj je, da Cilj je, greš. da greta, ja. Ja. Tako, ja. Douglas razloži na dolg in širok, koliko je ta hudič velik in nevaren zgleda. Ne? Tako da je kar zabaven. No? Mislim, jaz ne vem, če bi šel zares si hotel ugledati to. Ja, Naj povemo, imamo dopisnika, ki je Komotskega zmaja dejansko videl. ja. Zdaj se tam so na izi, tako pa tudi oni se nič ne sekirajo, ti rangerji ali karkoli se čuvajo. To je zdaj. Ja. Ko Mislim, je šlo pač- to v masovni turizem. Ne. Ja, pa se ni tako masovni, ker moraš vsem tako priti z barko. Mislim, jaz sem bil na Rinči, ki je zraven Komode. Aha, Komode je zdaj tudi zaprta. No? da imajo prav sam. Ja, rezervat. Ja, da je rezervat, ne moreš. Takrat si lahko, to je od Komoda in Rinča, to so to kaskap. In smo šli kaj pogledati. Ja, in nas ni bilo tako veliko, no? Ni bil to masovni turizem. No? Okay, ja, dobro. Še zmeraj pa seveda, kot tudi pol naprej, spoiler, ugotoviš, še zmeraj je pa pol turizem. Ja, no, mislim, da bo od tega turizma kar veliko. Ja. V teh dogodivščinah. Moram reči, da je drug poglavje kar dolg, ne? Ker sem se ga, kar dolg cajta sem se zabaval z njim. Ja. Tako da to ni ta klasična Douglasova, 2 do 3 strani nov poglavje, tako da to bo trajalo.
Ja. Vzemite si čas. Vzemite si čas, ja, pač to tako je. Ne. Mislim, pa vmes je gužva na cest, pa vse te stvari, pa treba je rešiti svet, pa vse veste, kako je. No. Še zmer pa je pronicljiv, pa zabaven. Absolutno. Več kot priporočam že po prvem poglavju, ampak tle se mi zdi, da v drugem poglavju si ga pa na večjih nivojih si ga daje. Stil pisanja je res tisti pravi Douglas. Iz prva knjiga Douglas. Tako. In če smo slučajno pozabili omeniti, je to Douglasova najljubša knjiga od njegovih. In z razlogom. Z razlogom. Ker si res v glavnem razloži na dolg in širok in primerja komotske zmaje s drugimi ljudožerskimi sesalci in ugotovi, da so oni pač bolj kul, ki so malo naši. So sesalci. Ki so kao malo naši, kuščani so pa druga sorta in teh pa pač malo bolj namaramo. Ja, mislim, zdaj on čist prav poje. Ne predstavljate si, da imaš ti enega Martinčka, ki zdaj se ni Martinček, ki je imeli malje legaljučkan, ne, pa bo rep vrgu, pa rep ne bo vrgu, ne, ampak si predstavljaj skoraj kot živ človek, sam da na vseh 4. Poti pa še oni povejo, da lahko laufajo po 2. Ja. Ne skos, ampak takrat, ki bi pa kaj, pa lahko proti tebi zalaufa, kar s hitro brzino pa tudi plavajo, pa vse to, ne? Tako da rečeš pa ne? Če sem nekje sem zasledil 40 na uro. Če 40 na uro stari, to je hitrej, Kipčoge je ben. Zelo hitro grejo lahko, in se postavijo tudi na zadnje tace. Jaz mislim, da je on še zmeraj s tem, ki je hotel povedati, da recimo beli morski pes je lahko tudi toliko velik, kot je komotski zmaj. Ne? Ja. Sam ga ne srečaš tako, kot greš v šetnjo. Ne, ga ne srečaš. Ne? Ja. In da ne vem, pa pol razne. Imaš tigre, leve, tudi lahko nas, ampak da to so pa sesalci, ki pa imamo nekako drugačih dojemamo, da so nam bolj luškani. Da to, kar je recimo, te komotski, da to pa, ki ni naša sorta, se jih pa malo bolj bojimo. Ja, pa še ta hudič, veš, drugače primer, kot plazilce itak, ima to zelo poštudiran, ker se premakne, drugače pa ne premika, pač primer je, tam ždi in ga boli džoka. Energy efficient. Čist in lahko čist zraven prideš. Ne? Ja, pa ful imajo radi smrdljivo hrano. To si tudi res kašen opis, kako imajo oni radi ful smrdljivo hrano, bravo, en odstavek, ful lepo, mislim, izvrstno. Tako da, ja, nisem, v glavnem, sprašval sem se, za kva za Boga, mislim, najbrž, kaj je Mark prepričal. Sej to je bilo v prvem poglavju, kaj je že naštel, kva bi lahko šla gledati in to očitno sta tudi šla. Ali pa saj tist, kar nista dobila, najbrž avtor ni napisal. Temu rečemo urednikovanje, da zgleda, da je to pač ful dober. Ja, no, kaj se pa pol zgodi? Mark je začel načrtovati, tle je tudi še kar dobra štorija. Da Mark načrtuje, pa to smo že malo omenjali, da je šlo veliko znoja in vsega je šlo v to. Ja, in potem se dobijo na tem sestanku, ali kaj? Vmes smo še to, da je on še hišo prenavljal, ampak potem se dobijo na sestanku, to je pa to, Opreme celega Boga, ne? Ja. Tako, ko se gre v hotelski sobi. Tako, ko se gre na ekspedicijo, ne? Ja. Seveda, ne. Ja, bili so pa Gaynor, ki je, Gaynor je bila producentka, ne? Ja, valjda, ka oni so šli, primarno so šli radijsko oddajo delati, ne? Ki je by the way the best. Ja, super je. Malo drugače, ampak same but different, pač, ne. Malo kronološko, pa tle si malo več sajtov vzame za stvari, pač ti se malo krajši vse skupaj. Čeprav meni se zdi, da pol ure je ena epizoda, vse ni tako malo, kar lušeno. Zdaj mi smo že čest, tako da. No pač, bomo pa o Gaynor se pogovarjali drug teden, zdaj pa je na vrsti Pečina obešalnik. Skoraj sem narobno pritisnil. Dobro, vidiš, ampak še mi se spomnim, kje smo. Ja, nič, kaj. Hvala, ker ste z nami ostali čisto do konca epizode, ker nismo v bistvu smo prišli do začetka.
epizode. Smo se pa veliko menili v Bogu gužve. Prišli smo v bistvu do začetka drugega poglavja, kjer so določili destinacijo. Pomenili smo se v Komodska zmaja, da je velik grd, pa da ima rad smrdljivo hrano. Pa da nam ljudem res niso simpatični, ker nas znajo tudi pojesti, če bi bilo potreba. Bomo dali zapiske. Ne mu zameraš, mačko pa ne. Če bi recimo bil mrtev, pa te pojedne. Mislim, vsaj 3 dni zmaj. Kvarnik za naslednjo. Zdaj, če te tiger, ki je res lušen, progast, lep. To je pa puhast. Puhast. Vse to tudi pomaga, veš, kako dobro pojejo. Lepši izgleda. Kako dobro pojejo. Lepši izgleda. Sam to zdaj spet z konteksta, kaj nam je lepo, ne? Ja, seveda. Ja, a veš pa, v Lenih se pesmi pojo. Zakaj nam ne bi mogli biti? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Zdaj z tega, da lahko peva, ne? To živali To živali zapojejo, ko lev na nagazno mino stopne. Love is in the air. To je bilo to za ta teden. V glavnem, hotel sem reči, da smo prišli čez eno stran v knjigi, v fizični knjigi, kar je skoraj to, kar pri Douglasovu takratkem poglavju, pa jih je toliko cajt trajalo. V bistvu smo tam, kjer moramo biti v resnici. Smo v redu. Tako da, če bi radi, da to delamo hitreje, nam povejte na Discordu. Dopisnico smo dobili. Ne, eno dopisnico smo dobili, pa eno kartico. Hvala, neznani podpornik, ki vemo, kako ti je ime. Ne bomo ga dali zdaj v veter. Tudi v familiji, pa tudi hvala neznani oboževalec, ki tudi ne vemo, ko tudi vemo, kako mu je. V redu, ne bomo dali, vse se je podpisal, da vemo. GDPR. Sem res, zdaj vas ščit GDPR. Tako. Pač ne bomo povedali. Seveda, da vemo, kdo je, vse se je podpisal, za tega vemo, se drugače ne vedeli. Če boste napisali kartice in se ne podpisali, pa bomo pa napisali, da smo dobili kartico od neznanega poslušalca ali poslušalke. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za serive.si. Hvala lepa. Lepo se imejte, rad se imejte. Rad se imejte, tako, to pa absolutno. Ljubezen v zraku. Ljubezen naj bo vse povsod. Tako. In naj vam ne bo v pogubo. Stop igra. Moja žoga, jaz grem dam. Veš kaj, zdaj jesenska je malo daljša, ker je gužva. Če se peleš recimo iz Štajerskega, je to absolutno premalo. To cele pizda, cele na dober dan. Nimamo mi toliko materijala, mogel cel poglavje izdal. Cele na dober dan. Veš, to lih pa urce si v celo. Sorry, ljudje. 10 minut čez.